pozdravljeni v novi petkovi oddaji 5 minut. Za tokrat bo z Robijem govorila o tem, kako nastane oddaja podcasta, BIM pogovori in predvsem tudi kako v bistvu od tega, ko posnamemo, dejansko kaj vse je treba narediti za to, da je ta zadeva objavljena nekje na spletu in dosegljiva vam poslušalcem. Robi, ti vsekakor poznaš tista prvi del. Kako se ti zdi? Boš ti ta prvi del povedal, kako to izgleda sploh? Bom povedal. No. Zdaj, zakaj tole razlagava? Zato, ker naj ljudje sprašujejo, kako se to snema, pa koliko časa se porabi. Ne? Najprej moramo seveda goste najti, kadar imamo goste. To imamo en skupen dokument, kamor ideje zapisujeva, pa potem na dogodki, koga srečava, pa potem povabva, sploh če kaj, kak dogodek, ali pa če kaj zanimivega, ali pa če se nam zdi, da bi bilo zanimivo za širši krog poslušalcev. Potem se običajno kar dosti dolg usklajujemo, a ne, Matevž? Ja, včasih gre zelo hiter, včasih pa bolj počas. Ja, tako. In potem pač ostane snemanje. Zdaj, gosti imajo običajno čas zvečer, kar čisto razumemo, tako da to snemamo običajno v večernih urah, tudi ko so po hišah, ko je tišina, pa tak naprej. Ko grejo otroci spat, po domače povedano. Tako. Takrat se lahko snema, prej se zelo težko. In potem, ko se to konča, ko se to snemanje konča, mora povedati, da običajno, če snemanje traja 1 uro, se zagotovo pogovarjamo še pol ure prej, pa pol ure po. To je skoraj vedno. Ne smemo obljubljati, v bistvu, da bo zelo hiter posnet, ker posneto je zelo hitro, ampak do tja priti je pa malo bolj počas pridemo do tja. Ja, ampak to zaradi tega, ker se imamo zelo veliko za zmeniti. Ne zato, ker bi bilo kaj narobe. In potem, ko se ta del konča, potem se pa začne delo za Matevža, ki si ga je sam javil. To sem se jaz sam javil, ker je v bistvu, jaz sem bolj tako nekako, če nimam kaj tehnološko za početi, kakšne programe poganjati, pa sem malo nesrečen. Tako da ja, z največjim veseljem to obdelam. Zdaj, Robi, ti še ne veš, ampak za tole bo v zapisku tudi en link na en video, ker sem se jaz dejansko enkrat posnel screenshot oziroma screencast sem naredil, ker je v bistvu točno posnet, kaj se zgodi, da to rata. Ampak je sicer ne bo to trajalo v realnem času, ampak je vse skupaj presirano na 2 minute pa pol, ampak tam boste poslušalci lahko približno videli, kako to zgleda. Gre pa za to, da v bistvu prvič se snema čez Skype, kar je dobro za goste, da ni treba kakšnih posebnih programov poganjati, pa skrbeti za to, kako se na gostovi strani snema. Vse se snema v bistvu na moji strani. Zato je včasih moj zvok recimo precej boljši kot pa gostov, pa tudi od Robija. Tako da to nič drugega ne pomeni. V bistvu to se pa razdeli, se potem pač nivo glasnosti treba urediti, tako da je to približno enako in za me in za gosta in za Robija. Pa se pa to uredi, kaj se v bistvu poreže, kaj se spremeni, kaj se odreže ven, ker recimo smo se zagovorili. Ali pa je ali pa je linija dol padla, ali pa Matevž preveč mašin noter daje, pa malo to odstranam, da se malo bolj slišim. To je pa že fake news. No, zdaj tudi tep naredim, pa tudi gostov, z goste zmeri poskrbim, da se jih dobro sliši. Jaz nikoli ne uporabljam mašin. To je res. Precej manj kot jaz, ampak jaz vem, da jih tudi ne. Se hecam. To je ena zadeva, skratka, to ne rata MP3, potem je treba pripraviti še to, kar se bo na YouTube naloadal, kar pomeni, da je treba na eno slikco pripraviti, opisati to, zgenerirati video iz tega, iz MP3 pa te slike. To naredim s programom FFmpeg, tisti, ki je za estonski open source program za te stvari delati. Šekerski. Ta command line, cela kilometer dolga ukazna vrstica je za to narediti. Ja, pa v bistvu sam še za uploadati bolj ali manj. Ja, pa še vedno je treba napisati v bistvu nek HTML, zato da so ti zapiski noter. Tam gre morda še največ časa. Tako da je pa izziv vsem poslušalcem, pa tudi tebi, Robi, koliko časa traja urejanje 5 minut, ene take oddaje, približno. 1 uro. No, ta bi bila preveč huda, realno traja recimo tam, odvisno koliko imam zadelati, ampak recimo, da tam od 30 do 45 minut. Ampak to je 5-minutna oddaja.
Tako da to se linearno ne povečuje na tistih 30 ali pa več minut, ne, za ta pravi BIM pogovore, ampak je pa s tistim majčkeno več dela vseeno. Ne. Ja, tako da boste mogoče imeli približno občutek, koliko dela je vloženega v eno tako oddajo, za katero se zdi, da so se malo dobila pa pogovarjala. No, se včasih res tako zgleda, ne, tako kot danes, ampak Robi, šla smo že čez 5 minut, zato bo zdaj zaključila za danes, zato da se lahko lotam urejanja. Robi, adijo. Adijo.